Evo, glej, pa je končno prišel dan, ko vam lahko predstavim svojo novo specialko. Včeraj sem jo pripeljal domov iz Škofje Loke, danes sem pa na prvi testni vožnji, kjer bom tudi posnel video o tem, kakšno mašino sem si nabavil. Živjo, en prav lep kolesarski pozdrav. Tukaj v Novi Gorici je tako lepo sončno vreme, ob 10. dopoldne je bilo 7 stopinj Celzija in jaz sem se kar odpravil na pot. Že takoj na začetku poti sta me dohitela dva kolesarja, ki me poznata z YouTubea. Smo malo poklepetali in se pomenili o tem, kakšno opremo vozimo. Jaz sem pa potem šel po svoje na stranske ceste, ker če ne, danes ne bi bilo videa. Danes tudi ni bistvo o tem, kje se vozim, ker je glavna zvezda tale moja specialka. Vseeno bom pa tako, kot razmeraj od spodaj v opis videa, dal link do svoje Strave. Danes je 1. februar 2026 in to je moja prva vožnja s tole specialko Winspace Agile. Zdaj sem naredil 16 km in bom krožil tukaj po Prevalu, po teh samotnih stranskih cesticah, zato da vam lahko v miru povem kaj več o opremi tega kolesa. Povedano na kratko, okvir je iz karbona, obroči so iz karbona, gorja oprema Ultegra D2, se pravi elektronski menjalnik. In kar je mogoče tudi zame novost, da imam zračnice TPU. Kolo mi je bilo zanimivo tudi zaradi tega, ker je nekakšna mešanca med aero in pa udobjem. Namreč komponente okvirja so zelo aerodinamične, recimo vidiš, krmilo je tako čisto aerodinamično. Hkrati je pa kolo zelo udobno za dolge vožnje. Okvir je v navpični smeri prožen, medtem ko je v vzdolžni smeri zelo tog in odziven. Sicer se pa ustavim zdaj tukaj na soncu, da naredim eno fotko, pa da vam ga še pokažem prav od blizu. Tole je znamka Winspace, tukaj je napisan model Agile. Kakor vidimo, je okvir tak res lep, aerodinamičen, zelo lepo je tudi pobarvan, kar nekaj pohval sem dobil na ta račun. In tudi, če gledamo krmilo, je tako aero oblikovano in pa sedežna opora. Obroči so glih tako iz karbona. Zdaj malo sem imel pomisleke glede višine, tukaj na Primorskem, ki je ta burja, če me bo mogoče kaj preveč tu oviralo ali motlo. Ne vem, zaenkrat se obnaša v redu, kljub temu, da danes malo piha, se mi je zdelo, da je vse ok. Gor imam gume Continental 5000, so pa noter zračnice TPU. To so tiste zelo lahke plastične zračnice. Bom videl, kako se bojo obnesle. Menjalnik, kot rečeno, Shimano Ultegra D2. Zaenkrat sem zelo zadovoljen. Sem že vozil prej tudi elektronske menjalnike, kadar sem bil kje na dopustu, pa sem imel najeto specialko, tako da poznam delovanje in mi je super všeč. Zelo je hiter, odziven, brez pripomb. Na kolo sem jaz potem namestil svoje lučke in pa senzorje, senzor hitrosti, pa senzor kadence. A ja, še pedala, da pokažem. Po tehtnem premisleku sem se potem vseeno odločil, da ostanem na Shimano SPD, se pravi tale mountain bike sistem. Vseeno večkrat stopim z kolesa, snemam in se nisem odločil za cestna pedala in cestne čevlje. Sem si pa potem vseeno privoščil tale XTR pedala, ki so malce lažje od navadnih. Zdaj na tem kolesu imam malo ložjo bilanco, kot sem imel na prejšnjem, in mi zaenkrat super ustreza tudi to, da so ročaji malo na noter. No pa to sem še videl, da ima okvir oznako UCI in pa tle, evo, velikost je L. Vam pokažem menjalnik, kako je hiter in odziven.
Dejansko je potreben res samo en rahel klik, da prestavi verigo na drugi verižnik. Sem pa menjalnik povezal tudi z Brighton števcem, tako da zdaj na ekrančku točno vidim, v kateri prestavi vozim in pa koliko procentov je še baterije. Imam pa tudi na tem kolesu 32 mm gume, tako da ni nobenega problema, če je treba zapeljati kje na kakšen makadamčič. Všeč mi je tudi, ker je tako glasna račna v teh obročih. Da te na kakšni ozki cesti ali pa na kolesarski stezi pešci dovolj hitro slišijo in se po potrebi umaknejo. Pri nakupu tega kolesa mi je bilo všeč to, da smo najprej naredili bike fitting, da te res lepo pomeri in tudi v aplikaciji je potem videl moj skelet, če je v pravilnih razmerih in kotih. Mogoče minus tega pa je, da sem zaradi tega mogel dvakrat v Škofjo Loko. Prvič na bike fitting, potem pa še včeraj po kolo. Jaz sem namreč do zdaj svoje skote kupoval v Novi Gorici, kjer sem imel trgovino in servis praktično čez cesto. Zdaj tukaj, če bo karkoli narobe, pa ne bom mogel kar tako enostavno iti v Škofjo Loko in ne mi kaj porihtajo, tako da se bom mogel zanašati tukaj na te naše servise. Vemo pa vsi, da je zelo nerodno, če v kolesu karkoli poka ali pa škripa. Vsaj meni je ful pomembno, da kolo teče tiho, tako da upam, da ne bo kakšnih težav in da mi v Škofjo Loko ne bo treba zahajati. Kako lepo tiho teče, kaj mi je to meni všeč. Super, super. Ja, res, na prvi vožnji lahko rečem, da teče specialka ful lepo in tudi tiho. Zelo hitro sem se navadil na nov položaj na kolesu, tako da mislim, da ne bo nobenih težav. Aha, tle zdaj tudi čutim bočni veter, ampak ni problema, ni zdaj tiste panike, da boš padel in se ubil. Samo čutiš, kako te rahlo zaziba na kolesu. Ko se tega enkrat navadiš, ni nobenega problema. Sigurno pa tam, kje na Ajdovski ali pa Vipavski buri, je pa zgodba s takimi obroči lahko hitro precej drugačna. So pa tudi fantje v Vektor Bike izredno fleksibilni, prijazni, dostopni, super komunikacija, prav nič nisem pogrešal, vse mi lepo razložili, pokazali. Dobesedno za specialko skoraj tako zgleda, kot da bi bil bike na fedru. Horizontalno, po drugi strani izredno tok, kar pomeni, da kadarkoli zategneš bike, je odziven in gre. Bom avtomatsko prestavil tle gor in tega primerno nazaj dol. V bistvu kar naenkrat je to, bom rekel, na pol avtomatski sistem. Tam v Škofji Loki je bilo zanimivo tudi, ker me je par ljudi tako spoznalo iz YouTubea, pa smo še z njimi malo poklepetali. On se hoče tek nareši. Ne vložek, ampak ga pokriješ SPD, tako da se noter... V glavnem prav lep dan sem preživel tam. Na tej današnji prvi spoznavni vožnji sem opazil dve moteče stvari. Ena je ta, da ne delajo gumbi od Ultegra D2 gor na vrhu belance. Nič se ne zgodi, kadar kliknem gor. Moram pogledati doma v nastavitve, naložiti kakšno aplikacijo, povezati števcem. Bom videl, mislim, da bom lahko rešil sam. Druga stvar pa je ta občutek,
da me sedež vleče naprej. Moram preveriti doma, ali res visi naprej, ali je to samo zaradi tega, ker je drugačen od ta starega sedeža. Tudi to mislim, da bo z lahkoto rešljivo. Drugače pa še enkrat, kot sem rekel, zaenkrat lahko samo pohvalim. No, pa še ena nevšečnost se je zgodila, ko sem bil samo še 900 metrov proč od doma in ko je bil video že posnet in zaključen. Da pa ne bi vse teklo prav po največji sreči, se mi je tukaj slab kilometer od doma spraznila zadnja guma. Nažalost, nimam nobene rezervne zračnice s sabo, ker nimam še niti torbice. Tako da bom preostanek do doma opravil peš. Ne vem, ali je zdaj to problem teh zračnic TPU, ali sem pa tam na poti proti domu povozil kakšno stvar. Sem pa tudi tako malo razmišljal okrog nakupa specialke. Seveda to ni malo denarja, vsak to kupuje po svojih zmožnostih in realno, ko sediš na njej, jo sploh ne vidiš, razen mogoče krmila in štange. In tudi priznam, ljudje se niso obračali za mano, nobenih radovednih pogledov ni bilo. To je samo moje, jaz sem tisti, ki vem, da je specialka nova in ki se veselim vseh kilometrov z njo. Tako da tudi vam bi priporočal, ne obremenjujte se s tem, kaj mislijo drugi. Bodite ponosni na svoje kolo in zadovoljni s tistim, kar imate, pa bo vse ok. Jaz se vam bi lepo zahvalil za vso podporo in za vse lepe želje, ki sem jih dobil na Instagramu. Kdor želi, lahko izkoristi mojo kodo RBASLO za nakup dresov v trgovini Sirocco ali pa za nakup športnih očal v trgovini Revorej. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!